Mogoče nam lahko za začetek razložite, kako sta se sama v začetku vključila v furry fandom in kako sama doživljate razcvet v bistvu celotnega fandoma, ker vemo, antropomorfni junaki obstajajo že odkar je v bistvu človek začel se upodabljati v umetnosti, ampak zares v modernem času so na pomembnosti pridobili mogoče šele v zadnjih 40 letih. Tako da bi prosil iz vajnega stališča, kako vidva vidite mogoče ta razcvet, odkar ste se pač vključila v fandom in kako ste sploh v bistvu na začetku pričela s tem. Kdorkoli lahko začne. Lahko jaz začnem. Ja. Kot si rekel, fandom sam po sebi je neka stvar, ki obstaja v taki ali pa drugačni obliki že izredno dolgo časa. Ne? Torej že praktično vsi bogovi, če pogledamo celo zgodovino človeštva nazaj, so dostakrat upodobljeni v nekih živalskih oblikah. Samo res se zdaj si tudi postal big pa. Ja, točno to. Že egipčanski bogovi, ne? Samo res, ja. Točno to, egipčanski bogovi so bili blazno antropomorfni, ne? In na koncu v bistvu skoraj vsak človek enkrat v življenju da čez eno to fazo, ko hoče biti mal antropomorfen, naprimer, zelo pogosta stvar je, da se otroci pogovarjajo s svojimi plišastimi medvedki, pa gledajo Tom in Jerryja. Ja. Zelo simpel varianta. Ali Pokemone? Pokemone, ja, točno to. Potem smo pač nekateri tisti, ki nam je stvar malo bolj zanimiva, ki pač malo bolj nerdamo čez celo to sceno, ne? In smo pa v tem malo bolj aktivni. Okay. In tako pač v neki točki odkriješ fandom. Moja vstopna točka je bila že zelo dolgo časa nazaj, mislim, da bo zdaj 17 let. Ko sem gledal, mislim, da en film, ki je zelo popularen v fandom, in to je bil Space Jam. Okay. Seveda, una vrhunska kombinacija med v bistvu našim svetom, torej gledaš nek film, ne, in istočasno imaš zraven neke antropomorfne risane živali in to je mind blow za malega mene. Letos prav teče 20 let od izida tega filma. Ne morem verjeti. 20 let, nekje 2, 3, 2, 4. Čakaj, koliko let pa je bilo, ko so naredili remake? Remake so naredili lani, če se nam lani so naredili. Lani. Okay. In iz tega sem v bistvu, mali jaz, ne, je videl to idejo in mi je bila tako mind blow. I love this. Torej si videl v bistvu nekaj te je pritegnilo zraven. Mogoče še nisi razumel, kaj točno te zanima, ampak si našel veselje v bistvu točno v teh likih. Meni so bili te risani liki v kombinaciji z nami so mi bili ful cool zadeva. In pol pač začneš brskati po internetu in pač preko slej najdeš pač to besedo furja, ne? Ki je mogoče takrat bila še ne toliko definirana, ne? Precej majhen fandom je bil v tistem času in pol sem leta in leta pač živel na nekih forumih, nisem se neki aktivno vključoval v to sceno, dokler nisem odkril slovenskega fandoma enih 6 let nazaj. Takrat sem pa videl, v Sloveniji imamo pač ful enega folka, ki se s tem ukvarja. Imamo ful enih članov, imamo ful enih zanimivih zgodb, imamo enih frsuto, ne. This is cool. I want to be part of this. In takrat sem začel pač aktivno hoditi na evente, potem sem začel pomagati in na neki točki sem postal tako eden od bolj aktivnih članov, ki je tudi pomagal recimo organizirati konvenčne pa te fore. A si že drugač, a si takrat začel delati svoje lastne frsute ali že prej v tistih 11 letih, preden si prišel v to skupnost? V bistvu ne. Takrat sem samo pač malo lurkal po forumih, ful mi je bil všeč art, ful mi je bil všeč kakšen fanfiction, pa take zadeve. Nikoli se nisem toliko aktivno ukvarjal, ne? Mi temu rečemo lurking. Of course. We do as well, yes. Lurking on the forums. Sploh začetni internet je bil popolnoma anonimen, nisi smel in nisi hotel se nekjer izpostavljati.